Se vam zdi, da bi bila situacija glede umetnih oploditev danes v Sloveniji kaj drugačna, če pred leti na referendumu ne bi padel tisti zakon o oplojevanju samskih žensk? Ne, to praktično ne vpliva na to. Ne. Takrat je bil nov izraz samo uporabljen postopki OVMP, sam za to ni. Je pa pokazalo že takrat razhajanje, ne, med ginekološko kliniko in drugimi centri. To je pa pokazalo, ne. Pri nas v sami stroki ni enotnih meril, enotnih konceptov, nič ni enotnega. Mi moramo najprej pravzaprav, da bi se stroka skupaj zavzela, da bi bilo enotna merila za vse. Drugo je pa, da nekako ljubljanska ginekološka klinika se smatra za nekaj boljšega, ker je to univerzitetni klinični center in nekako kot imajo glavno besedo in drugim ne da besede, ne. In težje uveljavljamo druge. Razumem. Te izraze. Jaz sem videl povezavo v tem, da recimo nasprotniki oploevanja samskih žensk so potem nekako zmagali na volitvah in Drobnič, bivši minister, potem v svojo strategijo sploh ni vključil umetnega oploevanja. Ne vidite tukaj neke povezave mogoče? Ja, mi pogledamo, ker pač določeni ljudje še vedno nasprotujejo. Jaz pravim, ljudje nasprotujejo tisti, ki ne razumejo, zakaj gre. Ne pa zaradi, veste, da Nova Slovenija je pač, da cerkev ne priporoča, priporoča samo naravno, samo sodoben čas in porast neplodnosti v Evropi in v svetu, v razvitih državah, kažejo pa druge pristope in druge načine. In tudi sama metodologija teh postopkov se je zelo razvila. Kje je Slovenija recimo v evropskem merilu primerjalno z drugimi državami na tem področju? Ja, strokovnjaki trdijo, da smo na samem vrhu po uspešnosti teh postopkov. Ja. To je zelo primerno, ker res mi se ne vtikamo ali kritiziramo strokovnih odločitev stroke. Žal se gre za vodstvene ukrepe in pa odločitev, kaj bi rekla, na višji ravni, pa govorimo o pravicah, ne v postopkih na strokovni ravni. S tem smo zadovoljni. Samo vidimo, da je nekako ni enotnega mnenja in pa da klinični center v tem odloča.